Kje ste, mojškre moje? No, kak vam gre šivanje? A je bilo za kaj? Jaz upam. Če ne pa se veste, pod komentarje bomo vse odgovorili. O glavnem, zdaj je prišel drugi video. In preden gremo na kakšna tista popravila, pa to, ker mi tak nismo zdravi, če v naših oddajah kaj ne popravljamo, se bomo najlažje naučili še dodatne funkcije in sposobnosti šivalnega stroja tako, da bomo naredili kak nov izdelek. Potrudil sem se, da sem izbral nekaj, kar je dosti enostavno, kar vam bo koristilo zdaj recimo čez poletje, pa ko boste šli v trgovino po fasingu, in da zraven vključimo vse neke tehnike, ki jih lahko naredite na stroju. O glavnem, kaj to je? Eno luštno torbo bomo naredili. Prvo si bomo naredili osnovo, ker to je najlažje in še vas ne rabim maltretirati z dodajanjem materiala pri šivi. Če hočemo nekaj kolikor toliko naravnost odrezati, tole je še kar v redu štikelc, si jaz najraje naredim takole. Prepognemo, tako da bi zlagali na rjuho, hop, do likalnika. Temu tukaj, spodaj, ko sem prepognil, se v šivilskem žargonu reče pregib. In to bomo imeli za spodnji del. Torej, če je tu pregib spodaj, moramo mi zdaj ta del zravnati. Bomo lepo vzeli meter, kredo, in lepo takle naravnost zarisati. Evo ga. Toliko, da imamo črte. In osnovo imamo zdaj ukrojeno. Ste prvič nekaj ukrojili? Zdaj gremo pa na eno stvar, ko imamo vsi, če ne druga dva nariti. Žep. To je šablona, ki sem si jo naredil iz kartona. Tukaj je pomembno, in tukaj zdaj govorim o dodajanju za šive. Kaj to pomeni? Če bomo mi točno po robu odrezali, in ko bomo mi to pol zapeglali pa zašili, ali pa če bi to dvakrat odrezali isto in zašili, bi to prišlo manjše od tega, ker šiv najmanj centi vzame noter. Zato je pomembno, da tukaj dodajamo zašive. Rajš več kak centi, kot kak centi premal. Tole je tak fajn retro material, kar pomeni, da je kvalitetni in da vam bo pol tudi zdržal pri pranju. In če ga damo mi zdaj na pol, oziroma da imamo dve plasti, ko bomo krojili, smo avtomatsko odrezali dva žepa. Super, ne? Mi zdaj ta naš žep položimo tako gor, da si bomo lahko tu vzeli plac, tu vzeli lepo fajn vzeli plac, ko da ni recesije. Ko krojimo, če je stvar raztegljiva, naj bo vedno v širino bolj raztegljiva kot v dolžino, če bo žep prišel tako. Lahko si zarišete, jaz si ne bom, ker je torba za mene in ne rabim biti pedant. Če boste preveč perfekcionistični, vam bo vse volo pobrali. Zdaj si to primete, kadar delate tu, greste pod roko. Evo ga, dva kar nobel žepa. Zdaj pa, da nam tisti žepi ne bojo odsveteli in da jih malo jačamo, jih moramo zapeglati. Ni težko, boste prišlo grif. Torej, to je prava stran, to je notranja stran. In na to notranjo je treba zdaj pravo stran zapeglati. To, tako da bi ščipali. To vam je najboljši prijem in si vmes s kazalcem takle primete in kar nastavite likalnik gor. Tako boste dobili kar lepo ravno linijo. Če ni, še vedno si lahko malo pomagate, pazite sam, ker je vroč. Dalje, diagonala. Druga diagonala. Zdaj, če ste kakšne bolj pedantne driske, tako sem jaz včasih, si lahko tudi s kredo zarišete. Da manj problem. Še tu. Malo pogledate, ko lahko tudi z metrom, kaj problem, to vas bojo imele ta stare šola mojškre, najrajš 2 centi, pa si takle date 2 centi. Super. Mislim, delate žep na torbi, kaj boste zdaj komplicirali? Pa učite se, začetnik ste. In, tako smo mi to zdaj zapeglali, bom zdaj takle pokazal, kakva je razlika, kak pride pol žep, ne? Recimo, toliko nam bo zašiv vzel. In če bi mi zdaj recimo hoteli tu za telefon ali pa kaj narediti in bi ga točno po telefonu obrezali,
nam telefon ne bi šel not. Tega pa nočemo. Tega bom zdaj še gor na vrh tudi zapeglo. In če nočete, da vam bo cvetel, ste enkrat zapognali, hop, dvakrat zapognali. In takle, malo se naslonite. In ta žep je zdaj pripravljen za šivanje in nadaljnjo obdelavo. Ta drugega bom isto ponovil, samo da zgoraj ne bom zapeglal, to vam pa kasneje razložim, zakaj ne. Tako. Peglanje smo dali čez, zdaj imamo pa novo tehniko, ki jo bomo pol nadaljevali na šivalnem stroju in to se ji reče štircanje. To pomeni, to kar se šiva, da se potem zašije, obrne in imamo samo ta lepo stran brez vidnih šivov. Naredili bomo ruče. Kak dolge ruče hočemo, to je najboljše, da si tako date, pa boste točno vedeli, aha, do tule, recimo želim, da pride, evo, kar kak meter. Meter dolge ruče. Glih toliko, da ta pregib ostane tam, ko mora biti. Ena tehnika, ko jih lahko pri takih enostavnih, ne toliko pomembnih stvareh uporabljate. In to je, en del si takle zravnamo. In zdaj tule imamo tole črto. Takle. In ko smo to odrezali, zravnamo na pregib in samo nadaljujemo. In na tak način bomo imeli enako širino cel čas. Brez da bi skozi mogli meter postavljati. Evo, pa imamo en roč ukrojen. Ja, za te drugega ponovi vajo, tole vam naj bo pa mušter in ga sam postavite gor, odrežete in boste imeli dva identična roča. Tadam! Da jih sam zravnamo, da bojo isto dolgi. Postavimo enega zraven drugega. Evo. Tale je za en centi skoraj predolg in to bi nam pol ena ruča skozi padala dol. Zravnamo in na tak način smo 100% ziher, da imamo isto dolge roče. Pika. Zdaj pride pa še tisti del, ki sem vam ga obljubljal. Delo s centilinom in zraven bomo naredili, ukrojili eno stvar, katera bo se potem uporabljala dalje za dodatek. In tale črna fleha, no to je ta centilin, o katerem sem razlagal pri poglavju likalnik pri šivanju. Ta stran, ko je takle svetlikasta, je lim. Ta, ko ni svetlikasta, no po tej se pegla. Ampak tudi centilin je treba ukrojiti. To je zdaj tak ta mehek in ta, vidite, v dolžino se ne razteguje, tak pa se. Imate pa tudi one debele, ko so štajf in sploh niso raztegljivi. Ta se takle gor. Tukaj pa kar obrežite čist zraven. Tako, zdaj ga gremo pa zafiksirati. Obrnemo, preverimo, da je res svetleča stran na materialu, ker če ne se nam bo vse na likalnik peril, nočete vedeti ta grozovitost. In kadar lepimo centilin na likalnik, ga lepimo tako, da pritiskamo prvo dol, da ga obdržimo na prvotni poziciji. Tako. Še zadnja tehnika krojenja, ki jo zelo rad uporabljam in se uporablja za daljšanje in za zaključevanje kakšnih dolžin, v tem primeru gor na vrh pri torbi, in to je patent. Patent v bistvu je, lahko se kupi rebrast, prav patent, lahko se ga pa kar naredi iz fajn raztegljivega materiala. Naredi se ga tako, da se da na pregib, tisto smer, ko je bolj raztegljiv, in na splošno velja za patent, da je nekje 4 cm ožji od osnove, da pol dobi fajn tisto obliko. To je to od krojenja, zdaj gremo pa mi vse to dati v prakso. Evo nas za mašino, akcija. Prvo stvar bom naredil to, kar ponavadi šivanje je. To je prava stran. Torej, mi vedno delamo šive na nepravi strani. To, da pol, ko to obrnemo, se šiv razpre, da je lepo.
Takle, naravnamo lepo in vedno si pridržujemo, kot sem prej omenjal s transportom. Spodaj grabi bolj kot zgoraj. Zatrditi. Ponovimo z drugo ručo. Ko so ruče zašite, jih je treba pa zdaj obrniti. Najboljše je, da tiste zoprne stvari na začetku naredite, bolj ta lušno ostane. Evo, imamo obe dve ruče obrnjeni, šiv se nikjer ne vidi in izgleda profesionalno, kljub temu, da je to primerno za začetnike. To se zdaj lepo popegla, kljub temu, da smo prej naredili pregib, ga že zdaj pegla, da se bo še lepš popegla, lahko ga pa tudi okrasno poštepate. Kar vam srce pušča. Žep. Tisti žep, ki smo ga prej zapeglali vse posod, vse preden se kam našije, pošije. Temu se reče okrasni šiv, poštepavanje in brštep. Kar smo se učili v prvem videu za eno tačko. Malo prej ustavimo in kar sem prej rekel, ko smo vadili, igla not, tačka se dvigne, da si poravnamo ravnino. Tako, kolikor zdaj želite, se lahko še naredi še en šiv, samo da si vzamete ta prvotni šiv za merilo in boste dobili ta dvojni športni šiv. Zgornji del pri žepu je tudi potrebno pošiti. To se naredi preden se ga gor prišije, ker če se bo to naredili takrat, ko bo to že gor, ste si žep dol zašili. Malo pogledate, kje je linija, lahko si zdaj date tisti trak, kot smo rekli, in vse skupaj pošijemo. Tako. Šivanje gumba na stroj. Pa še kako gre. Obstaja sicer tačka za gumbe, mi pa ne bomo komplicirali, da se tudi z navadno univerzalno tačko. Vzamemo sredino, prstom stavimo gumb, da damo točno tukaj, kjer igla leti, pisnemo s tačko dol in zdaj popolnoma damo šive na ničlo, da ne bo transport delal. Nastavimo cikcak, vrtimo gred na roke, da bo igla točno šla čez obe luknje. In šele, ko smo na roke prepričani, da igla nikjer ne seka, si lahko privoščimo, da rahlo stisnemo gas. Iglo pustimo noter, dvignemo tačko in zdaj, medtem ko dvigujemo vse skupaj gor, potegnemo iglo z gredjo navzgor. Zakaj sem to naredil? Zato, da mi je poleg teh dveh cvirnov tudi spodaj ostala dva cvirna. In to je treba zdaj in zgoraj in spodaj samo zavozlati. Tako se usput pršije gumb na mašino. Zadrga in šivalni stroj. Seveda, da se da. Ko bomo naredili žep z zadrgo, se zadrga, to je pravi del, to je notranji hrbtni del, da ob ta rob, katerega smo prepustili, po na sredino in ne začnemo šivati takoj, tukaj nas bo ključek moto, zadrgo pa želimo imeti zaprto, ker se bo lepš zašila. Tik ob zadrgi postavimo tačko dol, iglo čim bolj proti zadrgi, zatrdimo, se vrnemo tam, kjer prej nismo šivali, odpremo zadrgo in začnemo tu čisto na začetku. En del zadrge je zdaj prišit, zdaj pa še okrasno pošijemo po vrhu. Igla se lahko da v normalno pozicijo. Tako, tak žep se zdaj lahko prišije na osnovo za torbo. Šivanje žepa na osnovo. Tu je pregib, damo si vse skupaj narazen. In sedaj na pravo stran žep fiksiramo, pritrdimo.
Vedno gledamo, da nam bo pol lepo ravno stal, se vi si ga lahko date tudi tako, mislim, živimo v svobodnih časih, ne ga kakati. Takle se lahko poravna, da bo potem ravno s torbo naše prijateljice Bucke. Tale del od zadrge lahko pustimo tako, če smo bolj gverilski. Noben vam ni rekel, da mora biti vse skrito, to je vaša torba. Lahko pa ga skrijemo takole pod žep, zgornji del pustimo, tam ne bomo šivali. In zdaj bomo naredili milimetrski štep. Milimetrski štep je tisto, da tam, ko je igla, torej šivamo tako, da ta del tačke gre ob tem zapegljanjem. Ne boste verjeli, milimetrski štep je meni osebno lažje delati, kot pa vse ostale šive. Počasi začnemo, ker je debelo, fajn zatrdimo. Ključek se malo odpre, da nam je lažje. In tukaj pazite, da nam ne bo zdaj po ta železnem delu igla usekala, ker jo bomo kar zlomili. Rejš na roke, tisnemo rikverc, to pa lahko na motor. Žep je pršit. Zdaj še pa samo en štep potegnemo, tu pa imamo žep zadrgo, čist unikaten na naši osnovi za to. Ta drug žep zdaj isto pršijemo, kot smo se naučili tu. Ko ta rumeni del s centilinom, končno zdaj lahko zaupam, kaj bomo naredili, na njemu bomo naredili gumbnico, kar se vsi bojijo, ampak sploh ni nič tako težkega. Tam nekaj korakov in treba razumeti. Prvo bom to obdelal, boste videli kako. Ko gremo delati gumbnico, dajte jih prvo vaditi. Pa vendar, zmeri se gumb, gumb je 2 cm pa pol, zarišemo 2 pa pol. In zdaj na vsaki strani še takole zarišemo črte. Kaj je point gumbnice? Zdaj ta nove mašine ne rabite skrbeti, vam jo itak naredijo same. Jaz kažem staro šolo samo zato, da boste znali narediti gumbnico, tudi če mašina sploh programa za gumbnico nima. Point gumbnice je samo v največjem cikcaku tu in drobnem cikcaku ob črti tukaj in ob črti tukaj gor. Jaz jo delam na enostavnejši način, čeprav mogoče zgleda grozen, je tako, da prvo se naredi velik cikcak na nuli, drobni cikcak na polovički dolžine, velik cikcak na nuli in potem rikverc, drobni cikcak gor. Ko enkrat to zvadite, imate gumbnico tako hit narejeno, da vam sploh več ne bo povzročala nobene driske. Gremo. Zdaj tako gledamo, ta del nastavimo tu, toliko da si izmerimo na tački za gumbnico to dolžino. Štoper, ki nas bo upozoril. Gremo gornji del gumbnice in zdaj na nulo dolžino šiva, da nam nikamor ne bo šla. Največji cikcak, pozicija igle na sredini in ene par obodov. Postavimo iglo na notranjo stran, damo pozicijo igle skrajno levo, potem damo na slabo polovičko dolžino šiva in cikcak nekje na dvojko in poženemo. Ta črta naj pa bo na sredini, ki smo jo narisali. Ko smo prišli na spodnjo črto, damo nazaj na nulo, ker delamo največji cikcak, iglo na sredino in največji cikcak. Tako. Ko je naredila mašina par obodov levo, desno, damo iglo sedaj, ker bomo na tej strani delali drobni cikcak, čisto v levo, spet na
nekje na polovičko, itak je zaznačen tako rdečo, med nulo in polovičko je prav za gumnice zaznačen. In spet cikcak na 2, zdaj si pa držimo rikverc in počasi gremo rikverc. Tako, lahko še narahlo zatrtimo in imamo narejeno gumnico. Gumnico je sedaj seveda treba tudi prerezati, prvo počistimo tvirne. Zdaj pa paralica, lahko tudi drobne škarje, a pozor, se je že zgodilo, da sem jo rekelc gotov, pa je šla paralica, pa sem lahko celo fronto naprej delal. Iz ene strani malo in iz druge strani spet, da ne prerežemo gumnice. Evo jo. Na osnovo, na ta žep, ko smo gumb gor pršili, damo ga zdaj tole čez gumnico. Gre malo bolj na trd, na začetku se bo unesla. Boljš, da je malo bolj premala, kot bolj prevelika. Evo, takole nastavimo. In zdaj ta del, ne, višek, sploh ni problem. Zdaj ta del šijemo gor na osnovo. Tako. Višek lahko se odreže. In zdaj se zna narediti žep, pršiti gumb na mašino in celo narediti gumbnico. Zdaj nam pa manjkajo še ruče, pa bo torba počasi gotova. Pomembno je, da gledamo, da jih ne obrnemo, da imamo v isti liniji speljan, da se ne naredi to. V glavnem, tukaj je 11 centi pa pol, pa sem si tule kar naredil cvik, da točno veste, da bo potem enako. In zdaj pršijemo to gor. Tudi na drugi strani 11 pa pol oziroma toliko, koliko ste pri vas namerili. Vse je zdaj na zunanji strani pršito, tako kot mora biti. Zdaj bomo pa vse, kar smo gor našili, dali tako. Vidite? In to je tista naša notranja stran, katero moramo zdaj skupaj zašiti. Tehnika šivanja in potem še tehnika robljenja s cikcakom. Prvi video. Evo vam, poštepan, poenklan, pocikcakan, zdaj je pa čas za patent. Tole je od šiva do šiva 65, ena polovica, to je potem 130. Mi bomo torej dali na vsakem strani 5 centi manj, to je potem 120. Patent, lahko tudi naštukate, kaj je problem? 61, to je 122 potem, ker bo centi zašil. In zdaj je pomembno, tako ko smo ga tukaj dali, da je pregib, isto sestavimo po notranji strani. Tako. Potem tukaj smo šivali, imamo tak šiven narazen, da smo dobili v bistvu krog, kot šal. In zdaj si tukaj, kjer je skup zašit, poštepamo, da nam bo to držali skupaj in da bo na koncu tudi to na mejnik, ko bomo ta patent nadržvali. Če hočete, si ga lahko, sploh ko je taka dolžina, date tudi na četrtine. Šiv na šiv in smo spet dobili polovička, torej četrtina in še tukaj zatrdimo.
In patent je pripravljen, da ga všijemo v torbo. Evo, dragi moji, tukaj, kjer smo zatrdili, si damo zdaj tudi na torbi. Tako, ko smo si ga v drugo prijeli, je zdaj pomembno, da si ga lepo razdelimo, da ga ne bomo zdaj tukaj vlekli ali pa karkoli, pa bomo imeli pa to ful nategnjenega, tukaj nam ga bo pa ostalo. To je point tega patenta. Ni tako zakompliciran, ko izgleda, pomembno je samo, da si ga enakomerno razdelimo. In ajde. Evo, šive še popeglati, take nitke odvečne porezati, pa se pa tale naša torba obrne. To je to, dragi moji. Ja, znanja sem vam dal celo Marijo, vadite, uživite. Mi se vidimo v naslednjem videu. Jaz grem pa v shopping.